Lepo pozdravljeni, v središče je prišel Jernej Vrtovec, novi predsednik Nove Slovenije, ki stranko prevzema z novo močjo. Čestitke, Jernej, pa naprej kar na ti, ne? Tako je, seveda. Torej vse na novo, bi sebe uvrstil med nove obraze tudi? Ne, jaz nisem nov obraz v slovenski politiki. Jaz sem član te stranke že od leta 2003. Veliko izkušenj sem si pridobil. Pri nas sem pa seveda neko novo politiko, z daljnosežno vizijo. Se pravi, imamo nove načrte, pripravljamo posodobljen ekonomski program, hkrati pa smo trdno na naših temeljih, na našem izročilu, tradiciji, kajti le tisti, ki se zaveda, kakšne korenine ima, kdo je, iz kje prihaja, le tisti lahko potem kreira lepšo in boljšo prihodnost in v tem stilu bomo mi seveda nadaljevali. Sicer si že zbral vtise s kongresa, ponotranjil novo vlogo? Ja, sej ni bilo veliko časa z ne čestitke, ne praznovanje. Se pravi, aktualna politika ima zelo hud tempo. Jaz sem vesel našega kongresa, ki je bil dejansko manifest moči, enotnosti stranke. In takrat, ko je Nova Slovenija enotna, takrat je nihče ne more premagati. In moja tista prva pot bo absolutno šla v smer tega, da gradimo stranko od spodaj na zgor. Se pravi, za nas je pomemben prav vsak član, prav vsak simpatizer, da pridemo vsako slovensko dušo dejansko, da se predstavimo, kajti le tako bo stranka organsko rasla in le tako bomo lahko prišli potem do te skupne vizije, da najprej spremenimo oblast na naslednjih državnozborskih volitvah. Skladno s svojimi napovedmi si kot predsednik najprej si se odpravil med obrtnike in podjetnike. Zakaj jih postavljaš v ospredje svojega delovanja? Jaz v ospredje postavljam vse tiste ljudi, ki so pod to Golobovo vlado in že 3 leta nekako na stranskem tiru. Nekateri celo osovraženi, kot neki razredni sovražniki. In vlada bije dejansko neki ideološki ali pa razredni boj proti njim. To niso samo podjetniki. To smo dejansko vsi tisti, ki pošteno delamo, ustvarjamo, želimo nek napredek državi, plačujemo davke, prispevke, so pa res izpostavljeni kot razredni sovražniki pod to vlado, ne samo vrednostno drugačni ljudje kot pa posamezniki iz te vlade, ampak tudi obrtniki, espeji, normiranci, zdravniki, kmetje. Se pravi, vse te skupine ljudi so nekako na stranskem tiru in vlada jih iz dneva v dan previja z novimi davki, z novimi prispevki in te ljudje zato slabše živijo. Zaradi tega sem rekel na simbolni ravni. Jaz se bom že sestal z drugimi predsedniki strank, absolutno. Ampak prednostna naloga pa je, da tiste, ki so najbolj prizadeti v teh 3 letih Golobove vlade, da jih najprej obiščemo in da jim damo to pozornost, da je tukaj Nova Slovenija, ki se bori za njih, ki vlaga zakonodajo za njih in ki bo njihov glas, torej glas obrtni in podjetništva, tudi v naslednji vladi. Napovedal si posodobljen gospodarski program. Lahko poveš vsaj okvirno, kaj prinaša? Ja, naš gospodarski program bo najprej povrnil vse davke na isto raven, kot je bilo pred Golobovo vlado. Drugače pa lahko rečem, da se bomo dotaknili dohodka pravnih oseb, se pravi, da bomo ta davek razbremenili. Potem tudi uvajamo normirance, imeli bojo mejo do 150 tisoč evrov v okviru 3 stopenj in tako naprej. Tudi o pavšalih bomo spregovorili v okviru našega programa, to je neka novost po zgledu Avstrije, se pravi tiste storitvene dejavnosti, kot so gostinski lokali, frizerski saloni, kozmetični saloni in tako naprej. Bojo imeli priložnost, da plačujejo pavšalni davek, naprimer do neke meje, nekaj 100 tisoč evrov, imaš ti pavšalno obdavčitev. Potem nagovarjamo tudi mlade, se pravi razbremenitev mladih, ki si ustvarjajo družino, prvi dom, mladi med 28, 27 let in 32 let. Se pravi, te moramo zlasti razbremeniti, gledamo tudi v luči tega, da je demografska slika zelo slaba, zaradi tega treba mlade spodbujati, da se ustvarjajo družine, da imajo prvega otroka čim prej, več otrok in tako dalje. Na drugi strani prihajamo tudi glede zaposlovanja mladih z določenimi ukrepi, prihajamo s prenovljenim programom za stanovanjsko politiko, zlasti v smeri tega, da je treba razbremeniti degradirana zemljišča, ne kmetijska, degradirana zemljišča, napraviti zazidljiva, da bojo mladi lahko zidali. In na drugi strani nagovarjamo potem tudi tako rekoč
lažje odločitev mladih tudi za podjetništvo. Tukaj imamo študentski SP kot en predlog zakona, pa še vrsto drugih zakonov, da bi mladi imeli, ki imajo to podjetniško žilico, da bi jo lahko res v praksi tudi izkoristili. In s tem bo šlo absolutno vsem boljše. Tudi Mlada Slovenija zbira podpise pod peticijo za študentski SP. Si ga ti že oddal? Ja, sem že oddal in tudi vabim vse gledalke in gledalce našega podcasta, da na spletni strani podmladka naše stranke oddate podpis za študentski SP in date priložnost študentom, da v bistvu so hkrati tudi podjetniki, pri tem pa ne izgubijo tistih, ne privilegijev, ampak tistih stvari, pravic, ki jih imajo študentje, seveda. Srednja generacija, ki je v podjetništvu, se obrača na Mlado Slovenijo in poudarja, da so sami pogrešali tako ureditev, ko so se v študentskih letih lotevali posla, tako da imajo posluh oziroma neko popotnico dobro, da to uspe. Nazadnje je to tudi dobro povratno sporočilo za rešitve Nove Slovenije. Absolutno. Kaj pa napoveduješ v zvezi temi, recimo jim nesrečnimi normiranci? Vlada je spet se potegnila nazaj, spet bi nekaj spreminjala, potem ko je zadevo že uničila, tako rekoč. V proceduri pa je zakon Nove Slovenije in ti si že rekel, da če vlada misli resno, bo naslednji teden ima priložnost, da naše rešitve podpre oziroma vsaj zakon spusti naprej, da se bo potem zares dobro dopolnil in izpopolnil. Zdaj prihajamo v eno predvolilno obdobje, ko je začela vlada deliti bombončke. Normirance je vlada dobesedno vzela za ene izmed razrednih sovražnikov znotraj podjetnikov. Najprej se je spravila na njih. Dejansko jih je želela ukiniti, s prizadevanji Nove Slovenije smo to preprečili. Predlagali smo že dvakrat našo zakonodajo, da povrne star sistem normirancev. Gospodarski minister Han je celo govoril, da je to dober predlog, da tudi sam bi to predlagal, ampak nikoli ni imel dovolj poguma, da bi njegovi poslanci pritisnili na gumb za stari zakon, za naš predlog. Zdaj pa glej, minister Boštjančič prihaja sam s tem zakonom. Naj pa poudarim, da naš predlog je tudi v parlamentarni proceduri, je boljši, predvideva nižje obdavčitve od vladnega. Zaradi tega jaz naslednji teden pričakujem, da bo koalicija podprla naš predlog, ki se ga da še izboljšati z amandmaji. In sicer, da bi iz 100.000 evrov, te zgornje meje za normirance, prišli na 120.000 evrov ta trenutek. Se pravi, zakaj 120.000 evrov? Zato, ker vmes je bila tudi inflacija, pa vse ostalo in bi se to normirance dejansko zaslužili, pri tem pa država ne bi nič več izgubila. Lejte, v 3 letih Golobove vlade je ta vlada zlila vso gnojnico, kar jo je imela nad normirance. 2-krat jih je spremenila, 2-krat obremenjevala. In kar naenkrat prihajajo z nekimi rešitvami. Jaz se sprašujem, ali res kdo misli, da bo nasedel tem vladnemu deljenju bombončkov. Jaz mislim, da ne. Zaradi tega normiranci, Nova Slovenija je vaš glas tudi v državnem zboru in poskrbeli bomo za ustrezno zakonodajo. Rada bi tudi, da malo pokomentirava to famozno božičnico, za katero se zdaj izkazuje, da je vlada tako poimenovala iz čisto PR-ovskih vzgibov, ker v resnici je zdaj iz te božičnice, ki nam bi bila 14. plača, smo prišli na tako rekoč neko nagrado, ki bi bila do višine minimalne plače. Se pravi, nek delodajalec bi lahko ta znesek določil tudi pri 100 evrih, recimo. Ja. Tukaj treba jasno povedati, da v bistvu z neko ustrezno davčno razbremenitvijo plač na koncu leta dobimo še več kot to minimalno plačo in ta zakon je pravzaprav že veljal od leta 2022 in bi danes že imeli 4 božičnice, če bi tisti zakon obstal. Če bi obstal naš zakon o dohodnini, bi vsakemu Slovencu s povprečno plačo ostalo 3.600 evrov več denarja v 3 letih te vlade. Se pravi, 1.200 evrov več bi danes vsak Slovenc imel v denarnici. Več kot pa sedaj deli Golob ta bombonček s to božičnico. Torej, vlada je že vse vzela, sedaj pa tik pred volitvami prihaja z nekim korenčkom. Palico pa smo dobili že vsako leto v teh 3 letih. Se pravi, gre za nek bombonček, ki ga vlada daja vsem zaposlenim ljudem. Žal, tako, brez usklajevanj, predsednik vlade to vrat na nos pride in to sporoči. Jaz pa verjamem, da ljudje
so videli, kakšna sovražna nastrojenost je pri tej vladi, zlasti kar se tiče davkov, dodatnih davčnih obremenitev. Ta trenutek se lahko to reši na najbolj enostaven način. In sicer, če želimo, da ljudem ostane več v denarnicah, brez teh božičnic, ali pa lahko tudi z božičnicami, je potrebno spremeniti zakon o dohodnini na tisti predlog, ki ga je imela Nova Slovenija leta 2022 in je bil tudi sprejet. In potem bo ostalo ljudem na leto 1200 evrov več. Zdaj je najbrž še kaj več, ne? Zdaj še kaj več zaradi to si vsega tudi ostalega zraven, omenil, seveda. da prinaša gospodarski program, ne, te rešitve. Tako je. Imamo močan gospodarski program, predlog je že na mizi, jutri ga grem predstaviti obrtni zbornici. Imamo res močne partnerje med obrtniki in podjetniki, pa ne samo med njimi, poskrbeti je treba tudi za zaposlene, za ljudi, ki delajo vsak dan, ker jim ta vlada, zaradi tega, ker jih preveč obdavčuje pri plačah, dejansko jim jemlje, vsakemu zaposlenemu, dejansko iz denarnice ven. Prej si govoril torej o tem korenčku, božičnici, ne, palico imamo pa s temi davki, ki jih omenjaš. Nenazadnje pa se palica lahko povrne tudi tako, da zaradi teh lukenj, ki bodo nastale zaradi božičnic, ljudje ostajajo brez službe, lahko se to zgodi, lahko je treba, ne vem, mogoče za celo bog ne daj zapirati podjetja. In nenazadnje, kar zadeva javni sektor, to prinaša tudi podražitve vrtcev, domov za starejše in tako naprej. Vsega. Mi imamo ta trenutek v 8 mesecih tega leta torej za več kot 1 milijardo evrov primanjkljaja. Za ta denar se zadolžujemo. Za pitke te vlade bojo plačevali še naši otroci in vnuki. Spravi, vlada deluje z davkoplačevalskim denarjem izredno netransparentno. Morate vedeti eno stvar, in sicer, da je leta 2022 bil proračun takratne vlade, pa je bil COVID, 14 milijard evrov. Danes, ko še zdaleč ni covida, je proračun države 17 milijard evrov. In pri tem imamo še 1 milijardo evrov primanjkljaja že v 8 mesecih. Hočem poudariti to, da imamo letalo brez pilota. Zanimiva primerjava. Vemo, kaj se potem zgodi, ko v letalu Nič dobrega, ampak jaz verjamem v to, da bojo ljudje znali na naslednjih volitvah oceniti in postaviti za krmilo nekoga, ki je bolj usposobljen kot pa Robert Golob. Čeprav si dal zdaj dober nastavek za zaključek, te moram še to vprašati. Namreč Nova Slovenija in Inštitut IEK se morata v zadnjih tednih zagovarjati zaradi domnev in celo hudih obtožb glede obvodnega financiranja. Kako odgovarjaš na vse to? Glede, gre za klasičen politični boj proti Novi Sloveniji. Jaz sem to poimenoval kar kot neko politično inkvizicijo te politikantske politične preiskovalne komisije Tamare Vonta proti Novi Sloveniji. V tem nekem delovnem gradivu, ki so ga obravnavali, ki sploh ni bil še v državnem zboru, niti to ni vmesno poročilo, je ogromno laži, ogromno napak. Nekritično so to delovno gradivo povzeli tudi mediji, kar ni dobro. Zaradi tega, ker so tudi neke zaupne podatke dali v javnost. Kdaj kdo dviguje na bankomatu, kje plačuje z bančno kartico, to se tako ne dela. Zaradi tega ta komisija, ki ima izključno namen uničiti in zlomiti Novo Slovenijo, je postala popolnoma nevredostojna. To je že tretja taka bombica od Gibanja Svoboda v 3 letih, zaradi tega, ker smo močna opozicija, ker opozarjamo na njihove napake, in tretjič, oni želijo zlomiti Novo Slovenijo zaradi tega, da se ne bi sestavila razvojna koalicija, ki je ta trenutek možna le z Novo Slovenijo v okviru večinsko desno-sredinskih strank. In to je tisti ključen razlog, zakaj Gibanje Svoboda vrši takšen pritisk in ga medijsko ustvarja proti Novi Sloveniji. Ampak jaz poročam vsem našim simpatizerjem, članicam in članom, oni ne bodo obupali s pritiski na Novo Slovenijo, ampak ob tem vam povem, niti mi se ne bomo ustrašili in niti mi se ne bomo dali in ne bomo obupali pri prizadevanjih za boljšo državo, za boljšo prihodnost, za pošten in pravičen sistem znotraj naše države. No, vidim, da si nabit z energijo in zagonom, tako da to je ta pravo sporočilo. Si ta prav? Jaz sem trdno stojim na tleh, sem realen, želim pa res narediti v tej državi stvari na bolje.
delati vse, kar je dobro in ločevati, kar je zlo. Se pravi, ta trenutek bo vsa moja prizadevanja usmerjena v to, da Nova Slovenija dobi tisti dober rezultat, ki bo pomenil razvojno koalicijo. In pri tem sem pripravljen garati vsak dan in vabim na to pot tudi vse ostale, članice in člane stranke, vse simpatizerje, pa vse tiste, ki verjamajo v nas, ki verjamajo v boljšo državo. In mi smo že večkrat dokazali, da znamo bolje zaradi tega, ker imamo radi domovino, jo nosimo v srcu, znamo delati z razumom in imamo vizijo, ter ne skrbimo le za to, kaj bo danes, ampak za to, kaj bo jutri in kako bodo v tej državi živeli naši otroci, naši vnuki in naše naslednje generacije. Odličen zaključek. Hvala, Jernej. Še se bova srečevala v tem studiu. Za zdaj hvala. Hvala tudi tebi. Hvala tudi vam, da ste naju spremljali. Se vidimo kmalu.